Kaj boste zdaj storili s to pobudo za referendum? Recimo, tukaj ste kot ministrica, pa tudi kot predsednica koalicijske stranke, recimo, lahko imate dve različni mnenji. Boste podprli to ali boste šli v kampanjo proti referendumu? Jaz sem zelo jasno in glasno povedala, ko so se začeli pogovori o tem, kako bo tudi javni sektor mogel nositi del bremena krize, ki ga do zdaj ni, da pač na nekatere stvari ne bom pristala, ki se tičejo Ministrstva za notranje zadeve, še posebej policije. Dejstvo je, da policisti niso dobro plačani, da so v zgodovini velikokrat potegnili takratko in govoriti o tem, da bi se jim plače nižalo ali da bi se jim jemalo določene stroške iz dela od prevoza do terenskega dodatka in tako naprej, je bilo zame popolnoma nesprejemljivo. Jaz se veliko pogovarjam z sindikatom in razumem, kaj so problemi policistov na terenu. Jih podpirate tudi pri referendumu, recimo? Je pa res, da je po eni strani sem seveda ministrica za notranje zadeve, po drugi strani sem tudi članica vlade. In kot članica vlade imamo pogled v situacijo, v kateri se je Slovenija znašla. In ta situacija resnično ni rožnata. Realni sektor nese breme te krize zelo hudo. In ko vidiš, ko grejo stvari tako daleč, da vidiš delavce jokati na televiziji, ko kažejo, da imajo v svoji denarnici 2,5 evra, se lahko pravičeno vprašaš, ali si kdaj videl kakšnega javnega uslužbenca, da bi jokal, ker ima samo 2,5 evra v denarnici.